Ekološko kmetovanje pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju kmetijskega sektorja, k ohranjanju narave, varstvu okolja, k biotski raznovrstnosti. V skladu z evropsko usmeritvijo smo si tudi v Sloveniji zadali ambiciozen cilj. In sicer, da do leta 2027 povečamo delež ekoloških zemljišč na 18%. V Sloveniji povpraševanje po ekoloških živilih močno presega ponudbo, zato so v novem programskem obdobju na voljo številne podpore za spodbujanje ekološkega kmetovanja in s tem povečanje ponudbe tudi ekoloških živil. In kako kmete spodbuditi k preusmeritvi v ekološko kmetovanje, so dovolj seznanjeni z zahtevami te pridelave, ali je lahko ekološko odlično poslovna priložnost za slovenske kmete? Odgovore bomo danes iskali pri spoštovanih sogovornicah in sogovornikih. Z nami so gospa Maša Žagar, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na ministrstvu. Hvala, ker ste se udeležili. Doktorica Martina Bavec z Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Lep dober dan želim. Gospod Aleš Fister, predsednik Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije. Pozdravljeni. Gospod Anton Jagodic na moji levi, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje in koordinator izvajanja javne službe. In gospod Marko Slavič, Vila Natura d.o.o. in predsednik Sveta za ekološko kmetovanje in trajnostno proizvodnjo hrane. Dober dan želim vsem.